Zate imam eno informacijo o kristalih, katero moraš nujno vedeti, ukolikor želiš kristale programirati dobro. Kot veš, so kristali izjemna bitja, ki imajo izjemno sposobnost shranjevanja in prenašanja informacij in radiiranja te informacije v okolico. Ja, dobro sprogramiran kristal lahko spremeni okolico, lahko jo dvigne energijsko, lahko jo obogati in lahko pospeši procese v njej. Moje ime je Mihael Žmahar in 2. julija imam spletno delavnico programiranja kristalov, kjer te bom naučil programirati kristale na najvišjem energijsko odgovornem nivoju in predstavil ti bom ogromno procesov in uvidov v programiranje kristalov in tehnik, kako se to počne, ne? Ampak danes imam pa zate eno stvar, katero je fajn, da veš, katero je nujno, da veš, okolikor želiš kristale programirati doma. Poglej, kristal deluje tako, da oddaja frekvence in sprejema frekvence. To so na nek način neki možgani, ki so kamniti in imajo zelo podobno strukturo kot naši fizični možgani. To se pravi, tvoji biološki možgani v glavi skozi oddajajo neke frekvence valov, skozi se radiirajo, ne? Skozi nevroni pošiljajo elektromagnetne signale, možgani skozi oddajajo elektromagnetno polje, ki ga potem pošiljaš v tisto, kar opazuješ, oziroma v tisto, o čemer razmišljaš. In kristali delujejo na isti način. Res, da niso sestavljeni iz nevronov in sinaps in nevronske mreže, ampak energija v kristalih poteka na popolnoma enak način. In potem, ko pride nekdo, ki reče, jaz bi rad pa programiral kristale, vzame kristal, mora ta nekdo vedeti, da najbolj vpliva na kristal s svojimi možgani. To se pravi, tisti, ki programira kristal, v tem primeru ti, programiraš na kristal z svojimi možganskimi valovi. In največji del programa se v kristal zapiše iz tvoje glave. Ja, definitivno vpliva okolica na kristal, definitivno vplivajo vse energije, ki sestavljajo svet na kristal, ampak tisti, ki programira kristal za svojimi možgani, vpliva v prvi vrsti direktno. Zato se moraš zavedati, kakšno je tvoje možgansko valovanje. A veš, včasih imamo ljudi, ki želijo programirati kristal, ampak imajo kaotičen imajo neke težke negativne misli v glavi, nek stres jim drži v glavi. In potem ne vejo tega, kar ti zdaj govorim, in pridejo v dobri veri zvečer, primajo kristal, da ga bojo oni sprogramirali, in potem ta kristal ne dela za njih tisto, kar so ga prosili, oziroma kar so pričakovali od njega. Zaradi tega, ker kristal ni pobral tisto, kar je ta človek rekel v kristal, ampak je pobral njihove možganske valove. Zato ti svetujem, da razmisliš, preden začneš programirati kristal, da se mentalno umiriš, da nacentriraš svoje misli, da fokusiraš svoje misli. A veš, da prav narediš nekaj globokih vdihov in izdihov v svojo glavo, da se tvoji možganski valovi upočasnijo, da se bolj prilagodijo tisti frekvenci takrat, ko si v meditaciji ali pa spiš. Ko si ti enkrat v tej frekvenci, spalni frekvenci v možganih, lahko primeš kristal in neposredno v njega zapišeš svojo namero. To je ena taka stvar, ki sem ti želel povedati, ki je tudi znanstveno dokazana. Zato ti svetujem, da res pozorno še enkrat poslušaš ta video in svoj kristal od zdaj naprej programiraš tako. Ukolikor se pa želiš naučiti celotnega procesa programiranja kristalov, ker to je bil samo eden korak izmed mnogih, pa definitivno programiranje kristalov, spletna delavnica 2.7. Prejmeš od mene posnetek delavnice, ki ti bo ostal, da lahko pogledaš tudi kasneje, prejmeš vodene kristalne meditacije, naučim te odpirati portale preko skripte in še. Zagotovi se svoje mesto in veselim se te, da se vidiva in skupaj programirava kristale. Imej se lepo. Čau.